Dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni in dobrodošli v torkovih pogovorih Kultura dialoga. Namen pogovorov, kjer gostimo sopredsedujoče naših komisij, je, da stališča našega zagovorništva in 8 komisij razširimo tako med poslovno kot tudi splošno javnost. Danes bo rdeča nit pogovora z mojima gostoma predvidljivo poslovno okolje, katerega pomemben del so seveda finance oziroma davki. Gosta današnjega pogovora pa sta sopredsedujoča EMČEN finančne komisije, Žiga Vižintin, pokojninska družba A in Luka Gabrovšek, Mastercard. Pozdravljena in dobro jutro. Živijo. Dobro jutro. Dobro jutro. Tole za začetek bom jaz kar prebrala, ker na spletni strani naše komisije in v publikaciji zagovorništva imamo zapisano takole. EMČEN finančna komisija se zavzema za predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje, v katerem imajo podjetja možnost razvoja in rasti. Davčno-finančno okolje pa jih pri tem spodbuja in ne ovira. Luka, kaj mi mislimo s tem, ko govorimo o predvidljivem in konkurenčnem okolju, ki je spodbudno in omogoča rast podjetjem? Tako bom rekel, sploh multinacionalke zelo načrtno preverjajo, kam pravzaprav plasirajo kapital. In majhnost Slovenije oziroma omejenost trga je že samo po sebi kar velika zavora za razmislek podjetij, ali investirati recimo v Slovenijo ali ne. Če temu dodamo še nestabilnost in ostala tveganja, mogoče nepredvidljivost, potem lahko pridemo hitro do točke, do nekega breaking pointa, kjer se pač tuj kapital Slovenije lahko nadaleč ogne in pač poišče priložnosti v podobnih državah, sorodnih državah ali pa državah pač z enakim sistemom, bom rekel, ne. Vendar mogoče, kjer so priložnosti bistveno bolj predvidljive. Namreč podjetja pač potrebujejo za realizacijo plana to stabilnost, ker ravno nepredvidljivost je lahko tista, ki ogrozi to realizacijo in enostavno, če temu dodamo še omejenost trga, lahko napravi Slovenijo relativno, kar je zelo pomembno, ne, relativno jo potisne v slabšo pozicijo, kar pomeni tudi pol, da se bodo odločitve teh tujih investitorjev temu prilagajali. Torej nekako stabilnost in predvidljivost sta po tvojem mnenju tista, kjer se pravi domači in tuji investitorji zbirajo svoja mesta oziroma države, kamor vlagajo. Mislim, stabilnost in predvidljivost sta ključna, ne, sploh za trge, ki so razviti. Saj lahko pač se odločiš za visoko tvegano naložbo v trg, ki je hitro rastoč, ne, ampak če smo nekje v prostoru, kamor smo umeščeni, torej v neko stanovito družbo in tako naprej, potem je ta nepredvidljivost hitro postane eden izmed ključnih faktorjev pri tem, kam podjetja plasirajo svoje vire. Hvala, Luka. Žiga, kot že kar dolga leta imamo v vseh komisijah, pripravljamo dokumente v stališčih, kjer pač napišemo naša stališča, predlagamo spremembo zakonodaje in enako je tudi v finančni komisiji. In v našem dokumentu se že kot nekako vsa leta kot prva točka, kot prvo naše stališče vleče socialno-razvojna kapica. Zdaj, žal smo slišali kandidata za ministra za gospodarstvo, ki je pač tudi zdaj potrjen, da vlada te kapice socialno-razvojne ne bo uvedla. Ampak a znamo mi na tak preprost način razložiti, kaj pravzaprav socialno-razvojna kapica pomeni? A je to res bogataška kapica? Je to primerna samo za tiste, ki so res bogati, čeprav nek razlaga pojma bogat v Sloveniji, mislim, da ne doseže enakega pomena, kot je to, ne vem, na zahodu, v ZDA. A bi znali to razložiti, Žiga? Probajmo, ne. Spominjam je zdaj vse to na že kar nekaj let nazaj, že kar dolgo let nazaj, ko je bil finančni minister še gospod Mramor, če se ga spomnimo, sem ga ravno enkrat vprašal, kdaj bo uvedba kapice. In mi je odgovoril znanim slovenskim rekom, da se žabo kuha počasi, da ne skoči iz lonca in da pač še ni pravi čas.
Tako da mislim, da očitno tudi zdaj po 10 letih še vedno ni pravi čas politično, ne? Tako da je očitno taka pač politična realnost. Mogoče pa tudi, koga si že ti omenila, gre pri tej socialni ali pa razvojni kapici, kako jo hočemo imenovati, mogoče za dost ne nerazumevanja, ampak da se v napačnem kontekstu gleda. Tako, kot da je to bogataška kapica, da v bistvu je edini namen uvedbe to samo, da bodo bogati plačali manj, ne. Mislim, glavni razlog, zakaj smo mi predlagali kot eden od možnih ukrepov, je, da se razbremenjuje pač razvojni kader. Inženirje, razvojnike, tiste, ki ustvarjajo dodano vrednost. Tudi pri predlogih, ki so bili zadnji o uvedbi razvojne kapice, smo bili mi v bistvu komentirali, da smo za nižje meje, da smo za tem, da bi se začela pri 3000-3500 bruto, se pravi, da govorimo o tiste je treba razbremeniti najbolj, ki ustvarjajo tam nekak dvakratnik povprečne plače, o tem govorimo, ne. Tako da to je bil en od ključnih razlogov, kako razbremeniti tisti kader, ki ustvarja največ dodane vrednosti, in to je ena od možnosti in zato jo vedno pač mi tudi ponavljamo, ne. Smo slišali gospodarskega ministra, je omenil tudi neke druge možnosti, kako razbremeniti ta srednji kader, ki bi seveda z veseljem slišali, ampak je treba dati konkretne predloge na mizo, ne. Tako da v bistvu nikoli ni bilo samo z namenom razbremeniti najvišje dohodninske razrede, ampak razbremeniti srednji razred, ki ustvarja največ dodane vrednosti. In verjetno se moramo tukaj najprej vsi vprašati, ali želimo v Sloveniji čim več razvojnih oddelkov, ali pa želimo po drugi strani, ne vem, čim več lakirnice, ne, če se malo grafično izrazimo, ne. Tako da temu primerno, če bomo imeli več mest z visoko dodano vrednostjo, bojo posledično tudi višje plače, praviloma je še manj škodljivih vplivov za okolje, taka delovna mesta ustvarjajo, ne. In v Sloveniji imamo veliko podjetij, malih in večjih, ki imajo veliko takih kadrov in mislim, da je najbolje, da pač gremo do njih, jih vprašamo, kakšno okolje bi rabili in da se jim probamo čim bolj približati, ne. Tako da v bistvu bi šli čisto praktično. Kot prvo pa mislim, kar je tudi Luka povedal, ne, da se moramo verjetno kot družba odločiti, v katero smer želimo iti, tako da ne bo potem za vsako menjavo vlade, vem, da se zdaj v Sloveniji menjajo na 2 leti, a ne, bolj pogosto kot drugače, a ne, da pač ne bo potem nekega straha naokoli, ne. Se mislim, da strah je odveč, ampak vseeno, ne. Da pač bomo nekako se vsi zedinili, da želimo naslednjih 10-20 let iti v smeri tega in potem bo veliko bolj predvidljivo okolje in se bomo vsi znali bolj orientirati v tem. No, to vprašanje, to imaš res prav, vprašanje o tem, kakšen kader si želimo, v katero smer želimo biti, ali želimo imeti razvojni kader, tudi to si v finančni komisiji zastavljamo že kar, jaz mislim, 8+ let, tako da upamo, da bo šlo razmišljanje tudi te nove vlade bolj v to smer, da si želimo razvojnega kadra. Tudi mi v komisiji pripravljeni za prihodnost smo kot eden od ukrepov za več IKT strokovnjakov v Sloveniji, ki jih tako kot v celi Evropi ali pa globalno primanjkuje, vzeli to socialno razvojno kapico oziroma razbremenitev teh kadrov in nekako tisto mejo dali na 4600 evrov. Ampak, če gremo zdaj naprej... Mogoče vida samo to, a ne, to bi izpostavil, sej seveda ni nikoli samo v enem ukrepu, ne. Sej ni to glavni, je več ukrepov, tako da ste jih tudi v drugih komisijah izpostavili, koliko hitro se dobi gradbeno dovoljenje, koliko hitro delovno dovoljenje dobijo strokovnjaki iz tujine, tako da gre za splet ukrepov in kot je rekel Luka, tudi eno širšo sliko okolja, ki jo to slika v nas, ne. Nikoli ni vedno samo v enem ukrepu, je pa v neki načelni smeri, no, in to mislim, da je bolj pomembno kot pa karkoli, ne. Ja, in prav zato je tako pomembno, da Slovenija pove, kam želimo iti, oziroma naši odločevalci, naši voditelji povejo, šli bomo v to smer, gradili bomo, ne vem, okolje, poslovno okolje, zakonodajno v tej smeri. Ampak, če zdaj govorim, pač omenim zakon, ki je bil ravnokar sprejet, to je zakon o dohodnini, ki je bil pa vseeno en tak, sicer manjši signal, pa vendar pomemben za to, da pokažemo nekim potencialnim investitorjem, da je Slovenija je okolje, ki je pač naklonjeno investitorjem, ampak nova vlada pač napoveduje, je že napovedala, da bo ta zakon spremenila. Luka, kakšno ima to po tvojem mnenju lahko posledice za podjetja, ki so že v Sloveniji ali pa ki v njej razmišljajo kot bodočo pač destinacijo za vlaganje? To je pravzaprav ravno to, kar sva začela s prvim vprašanjem, ne. Pač
že sama napoved, še predno je vlada v bistvu nastopila funkcijo, da se bo spremenil zakon, ki se praktično še ni niti uveljavil dobro, ne, oziroma ga še ne čutimo tako močno, je že en tak signal o nepredvidljivosti oziroma o neki nestabilnosti, ki seveda odvrača tuje investicije. Ne. Zdaj, ne odvrača samo tujih investicij, odvrača marsikaj. Ne. Ni to posledica samo za podjetja, to je posledica, po mojem, predvsem tudi za posameznike oziroma neke hibride med posamezniki in podjetji, pač podjetniki, ne. Da tu enostavno zaradi te progresivne politike obdavčitve pridemo do točke, kjer so kadri, ki si jih vsi zelo želimo, ne, torej visoko tehnološko razvito, dodane vrednosti in podobno, da so te nekako v Sloveniji v težavah, ne. In kljub temu, da leva in desna politika govorita o tem, da si pač želimo postati Švica in da hočemo imeti delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in pač nekako se to je logično, bom rekel kar floskule, ne. Obstaja v Sloveniji žal stigma, da proti, jaz mislim, da to popolnoma neupravičeno, da je že srednji razred tretiran kot bogataški, ne. Zdaj jaz poznam praktično vso moje okolje živi v tem srednjem razredu recimo in vem, da se s težavo prebijajo skozi mesec, ne. In zdaj olajšave na tem področju se mi zdijo ključne. In tako, če se navežem na Žigo, ne, saj tukaj je treba narediti vrsto ukrepov in celostno zadevo spremeniti. Od davčne, pokojninske, zdravstvene in podobnih reform, ne, ampak očitno to ne gre za nekim velikim metom, zato sem bil navdušen vsaj nad parcialnimi potezami, ki so se nakazovale, ne. Zdaj, verjetno je tudi parcialno lažje potem to radirati, ne, ampak vseeno se mi zdi, da kljub temu, da obstaja nekak načelen konsenz na visoki ravni, kaj Slovenija naj bi bila, ne, očitno ne obstaja konsenz, kako do te točke priti. In zdaj biti všečen večini je ponavadi nekaj, kar te na dolgi rok ne pelje v pravo smer. Hvala, Luka. Vseeno upam, da bomo danes še kakšno tako bolj pozitivno in optimistično misel vsaj za konec povedali, ampak omenil si, Luka, zdravstveno pokojninsko reformo. Pokojninski sistemi so Žigova specialiteta, zato bova Žiga zdajle skočila v pokojninsko reformo. Nekaj številk in podatkov si nam tudi na zadnjem srečanju naše komisije povedal, ampak pokojninska reforma je tudi en tak stalni člen našega dokumenta v stališčih naše komisije. Kaj smo si pa mi zastavili kot dolgoročno vzdržen pokojninski sistem? Kako ga vidimo? Mogoče pri pokojninskem sistemu je treba vedeti, da imamo neke ključne dve lastnosti vsakega pokojninskega sistema, ne, koliko dostojne pokojnine zagotavlja, dohodke ljudem, ne, ali so primerno visoke ali ne, in pa kako je vzdržen ta sistem, ne. Se pravi, kako se financira in kako se bo financiral na dolgi rok, ne. Tako da v bistvu to je nekaj, in pa še vedno mogoče še tretji faktor, kako je predvidljiv in kako jasen je ljudem, ne. Se pravi, ali vemo, kakšna bo naša pokojnina, ali smo sigurni, da bo tudi čez 15 let še vedno taka naša pokojnina, ali imamo zaupanje v nek sistem, ne. To so neki trije ključni elementi. In v Sloveniji, na žalost, od začetka praktično nismo imeli neke celovite reforme, ki bi to celovito naslovila, ampak smo samo z malimi zadevami popravljali neke mala določila zakona. Tako da v bistvu danes imamo en zelo nepregleden sistem, v katerega mislim, da ni nekega posebnega zaupanja, ne iz mladih in starih. To je pa ključno, ker je v bistvu v osnovi sistem medgeneracijski, ne, ker trenutno zaposleni financiramo pokojnine upokojencev, ne. In dostikrat dobimo občutek, da smo nekako v vojni, a ne, upokojenci hočejo nekaj, tisti, ki trenutno financiramo, hočemo nekaj, mladi, ki še nič ne financirajo, imajo pa tretjo idejo. Tako da mislim, tle smo pa čisto vsi v istem sistemu, ne. Predvsem pa, kaj je pomembno, no, da je sodoben pokojninski sistem je tristebrni, ker mi vemo, da imamo pač prvi steber, to so javne pokojnine,
ki so in vedno tudi v prihodnje bojo osnova. To bi poudaril. Noben ne govori o zmanjšanju pomena javnih pokojnin. Ampak poleg te osnove nam že zdrava kmečka pamet pove, da tudi vseh jajc ne nosimo v isti košari, in tudi za pokoj je zelo nemodro, da se zanašamo samo na en vir prihodkov. Se pravi, javna pokojnina je in bo neka osnova, potem je pa še ključno, kaj si bomo poleg tega še zagotovili dodatne vire. In tukaj je pa država, da nekako vzpostavi sodoben tristebrni pokojninski sistem, da si bomo zagotovili še vsaj 1, 2 ali pa več dodatnih virov. V Sloveniji imamo vse na papirju, tudi v realnosti seveda, že od leta 2000 tudi drugi pokojninski steber, tako imenovano prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerem je vključenih več kot polovica vseh zaposlenih, kar je kar dober rezultat, glede na to, da je sistem prostovoljen, in v katerem je danes zbranih približno dobe 3 milijarde evrov. In danes že približno 50 tisoč upokojencev dobiva poleg javne tudi dodatno pokojnino in seveda cilj je, da sta vsota javne in pa dodatne tisto, kar je dovolj. In razvite države že desetletja dopolnjujejo javne pokojnine z dodatnimi. Se pa vključijo zdaj, da v novi pokojninski reformi naredimo še evolucijo drugega in pa tudi vzpostavimo tretji pokojninski steber, da bodo imeli prihodnji upokojenci še več dodatnih virov prihodkov. Se pravi, s tem razpršimo tveganje in pa kaj naredimo tudi, ko ljudje varčujejo. Drugi in tretji pokojninski steber sta kapitalska. To pomeni, da se nek kapital dodatno zbira, vmes, preden ga pa mi rabimo, preden ga koristimo kot dodatno pokojnino, se pa investira. In investira se seveda nazaj v gospodarstvo in tudi v državo, v infrastrukturo, v druge projekte, in v bistvu ima posredno od tega imajo korist vsi državljani. Ker za pokojninskim kapitalom iz pokojninskih skladov se lahko infrastruktura financira, energetski objekti, domovi za starostnike, različne dolgoročne naložbe, ki jih v Sloveniji zelo potrebujemo, ponavadi imamo pa težavo, kje dobiti kapital za njih. Tako da v bistvu z ustvarjanjem dodatnih prihrankov zmagamo vsi. Tako sami, ker bomo v pokoju imeli nek dodaten vir prihodka, in pa tudi vsi državljani, ker se bojo te prihranki investirali. To se mi zdi, da je ključno, da ustvarjamo neke dodatne prihranke, ki jih investiramo, s tem si razpršujemo tveganje, na državi pa je, da zagotovi en tak sodoben sistem in da v bistvu resno stoji za njem. Ker se mi zdi, da v Sloveniji nekako še nismo ponotranili, da imamo že 20 let 2 stebra, da nimamo samo prvega. Vedno je javni diskurs samo o prvem stebru in praktično o višini minimalne pokojnine. Treba je pa gledati širše in preprosto zagotoviti, da bo to stabilno za naslednjih 50 let in pa da imamo vsi tudi kaj od tega danes. Tako da, mogoče toliko na kratko, se pravi, da res rabimo razviti to, kar na papirju že imamo, da bomo vsi imeli nekaj od tega. In tukaj v bistvu časa, že zdaj smo 20 let zamudili praktično, Če pogledamo sosednjo Hrvaško, ima v pokojninskih skladih privarčevano 30% svojega BDP-ja, Slovenija smo tam na 5-6%. Vemo, da pokojninski skladi kupujejo podjetja v Sloveniji in množično investirajo. Tudi mi bi to lahko. Mogoče to ti večkrat omeniš, sosednjo Hrvaško. Mogoče bi bilo to potrebno tudi večkrat izpostaviti, pa ljudem na tak preprost način, tako kot si ti zdaj nam razložiti, kako deluje prvi, drugi in potem tudi tretji steber, bi si lažje predstavljali. Ampak mene vedno, spravi v žalost, slabo voljo to, kar vidim, številke, če se primerjamo z Evropo, pa niti ne toliko Skandinavci, ampak tudi z ostalimi, ki seveda delajo skoraj do 70. leta, kako hitro se pri nas upokojujemo, čeprav je tista zgornja meja takšna, kakršna je in se bo mogla še povišati, kot ti vedno omeniš, ko nam predstavljaš, kje smo, koliko sredstev in kakšno pokojnino lahko pričakujemo, ampak a je mogoče razlog, da ne delamo dlje tudi v tem, da je pač minimalna plača skoraj enaka pokojnini, da praktično se ne splača meni, če se želimo upokojiti, ostati v nekem delovnem procesu, če praktično, nisem finančno nič na boljšem. Koliko to na to vpliva? Delujemo, da tudi v tem, se pravi, minimalna pokojnina se bliža minimalni plači, tako da tukaj ni enega ekstra stimulansa, da bi ljudje z nižjimi prihodki dlje delali. Ključno pa mislim, da kot je ena raziskava, ki je bila v Sloveniji narejena na to temo, pa je, da ljudje v Sloveniji dobesedno zbežijo v pokoj in se upokojijo ob prvi možnosti.
En od glavnih razlogov naj bi bile tudi slabe razmere na delovnih mestih. Pa verjetno se moramo tukaj vsi zazreti sami vase, zakaj naši starejši zaposleni zbežijo v pokoj. Se morda vprašati, da morda pa ni tako dobro, kot si sami mislimo. Ne? Prav, za slovenske zaposlene je značilno, pozno začnemo delati in pa hitro gremo v pokoj glede na preostale Evropejce in dobesedno zbežimo v pokoj. To je bil rezultat tiste raziskave. Ne? Razlogi za to so verjetno številni, ampak tukaj je, in tako kot se ga pri pokojninskih sistemih ni nekih hitrih sprememb, seveda mora biti pa tudi finančni razlog, da bi nekdo ostal dlje v delovnem razmerju, mora biti tudi potem kasneje nagrajena in s povišanjem javne pokojnine in pa še z nekimi dodatnimi stimulansi. Tako da v bistvu v Sloveniji je pa tako, da zdaj lahko upokojenec seveda dela še do neke meje, zasluži, ob tem dobiva en del javne pokojnine, pa vemo, če pa več dela, pa mora spet plačati vse davke in prispevke, tako da ta zgodba v bistvu ni tako enostavna, ključ pa se mi zdi, da bi bil, da lahko ljudje čim dlje ostanejo delovno aktivni, seveda ne za 8 ur, ampak prek različnih oblik dela in so zato tudi pač potem primerno nagrajeni, ker verjetno je tudi za večino posameznikov dobro, da ostanejo delno še delovno aktivni, če to želijo. Tako da mora sistem na nek enostaven način to stimulirati, pri nas pa tako, kot sem rekel, imamo veliko predpisov, ki so se zelo pogosto spreminjali, tako da noben spet čisto točno danes, verjetno si ki je 1 leto pred pokojem, si povprečen zaposlen zagotovo ne ve, kakšne so njegove možnosti, da lahko dela po tem, ko se upokoji, koliko bo dobil, tega preprosto ljudje ne vejo. Tako da seveda se sploh ne morejo niti odločiti. Tako da tega znanja ni, niti če smo iskreni, se ni kaj dosti delalo na tem, da bi ljudje to razumeli. V šoli, nekaj vprašam. V šoli tudi mlad, ko zaključi fakulteto, od osnovne šole, srednje do konca fakultete ne ve, kako deluje pokojninski sistem. Tako da ne moramo pa sploh pričakovati, da se bodo ljudje odločali o njemu, ker osnovnih znanj mu ne podamo. Luka, izvoli. Ne, samo ena misel se mi porodila, ki bi mogoče dal validirati Žigi. Torej, omenil si razliko med Hrvaško in Slovenijo, ko pride do teh, recimo, 2. stebra oziroma 3. stebra, v primerjavi, 30 versus 5% BDP. A to pomeni, da Slovenci pol manj varčujemo ali varčujemo privatno? In kako bi pravzaprav potem stimuliral, da bi se te skladi razvijali, verjetno na račun privatnih varčevanj, ali pa čisto zasebno nalaganje nekega kapitala, zato da bi oblikovali te sklade, ki so za investicije nacionalnega pomena. Slovenci veliko varčujemo in varčujemo na banki. Mi smo izrazito ta bančni narod in imamo čez 25 milijard na depozitih, za občutek v pokojninskih skladih so 3 milijarde, pa mislim, da v vseh vzajemnih skladih so pa 3 ali 4. Tako da v Sloveniji imamo izrazito naravnanost na banke, preprosto zato, ker nam nihče ni nič boljšega ponudil, sistem ni bil narejen, da bi kanaliziral prihranke. Slovenci smo vseeno nekako varčen narod, ampak nažalost teh 25 milijard živi mrtvo na bankah, se ne vlagajo nazaj v gospodarstvo, se v bistvu z njimi ne dela nič. Trenutno jih še inflacija nažira, prej pa še negativne obrestne mere na bankah. Tako da mislim, da spet se vrnemo nazaj. Slabo investiramo. Skoraj negativno investirano, ampak spet verjetno gre na izobrazbo, na to, da nobeni ljudem resno povedal, kam lahko še to naložijo, in pa država kot odgovorna bi mogla vzpostaviti sistem tudi 2. in 3. stebra, da bi se del tega kanaliziral in bi država imela več od tega. Tako da tukaj mislim, da je nekih 2 desetletij verjetno zamujenih priložnosti in imaš prav, ni v samo temu, da ne varčujemo samo v napačnih oblikah. In dokler bo predstava, da bo moj garant uspešnega pokoja, da si bom kupil garsonjero v Ljubljani, ki jo bom oddajal, ko bom star 80 let, bo verjetno še tako, kot je. Ker to je danes mit, ki je v Sloveniji, za pokoj si bom prišparal tako, da bom imel garsonjero v Ljubljani. Verjetno se pa ne vprašamo, kako težko bom žarnice menjal, pa se z najemniki pogajal o najemnini pri 85 letih. To je pa realnost. Ja. No, pa pojdimo še malo na področje sive ekonomije, stran od pokojnin. Jaz mislim, da veliko vpliva tudi mogoče razmišljanje vseh nas Slovencev, da bo država poskrbela za nas. Zato se za neke take alternativne se nam zdi to rezervirano za kakšne take, ki rajši tvegajo, pa čeprav to ne pomeni
da pač pokojninske družbe pač vlagajo sredstva samo nekam, kjer je tvegano, ampak da je to enostavno stvar percepcije Slovencev, da tako kot šolstvo, zdravstvo, tudi za mojo pokojnino mora država poskrbeti. Jaz mislim, da je prav zato treba izobraževati, pa kaj na tem področju narediti. Ampak če gremo zdaj na področje sive ekonomije, več pobranih davkov, s tem tudi več denarja, seveda za vso javno infrastrukturo. Luka, to je pa tvoje področje. Kje smo v Sloveniji na področju digitalnih plačil? In kaj vse lahko še naredimo, da se približamo tistim, ki so najboljši vsaj v Evropi? Torej digitalna plačila oziroma elektronska plačila so nekaj, kar omogoča sledljivost in omejuje sivo ekonomijo, definitivno. Zdaj, torej, to je zgolj en faktor, ki lahko pripomore k temu, da se pač omejuje siva ekonomija, da se poveča transparentnost in posledično tudi pridobi neke družbene koristi, kot je recimo boljše pobiranje davkov, ki bi morali biti pobrani. Zdaj, tukaj ne govorimo o večjih davčnih stopnjah, ampak predvsem o tem, da ne pride do izogibanja temu. Zdaj, digitalna plačila oziroma elektronska plačila vseh možnih oblik so pač v vzponu že leta. Govorimo recimo o nekem trendu, kjer se na leto približno za odstotno točko popravi razmerje med gotovinskimi plačili in brezgotovinskimi plačili. In ta trend je kar stabilen, v koroni je bil recimo še majčkeno hitrejši in ta spike, ki se je zgodil, se ni vrnil nazaj, ampak so določene navade tudi ostale. Zdaj, glavni razlog, da Slovenija zaostaja, ni v opremljenosti prebivalstva, torej prebivalci imamo po vseh metrikah sodobne plačilne sisteme, poti, imamo pač zadostno število možnosti in tudi smo opremljeni z bančnimi računi, karticami in ostalimi načini, ki se pač uporabljajo za elektronska plačila. Problem je bolj na drugi strani, torej mi rečemo temu terminalizacija ali pa opremljenosti trgovskih mest, da sprejmejo ta elektronska plačila. In tukaj smo nekje po številu terminalov na prebivalca smo na 2/3 evropskega povprečja, torej imamo nekako luknjo okrog 20.000 prodajnih mest oziroma terminalov manjka na slovenskem trgu in to so predvsem določene vertikale, ki so recimo nekako poslovno upravičeno podhranjene s tem, govorimo o vendingu, parkingu, javnem prometu in tako naprej, ker tam enostavno je ekonomika teh plačil taka, da je res potreben nek tehnološki preboj, da se tehnologija približa s tem, da pač je vstopni strošek tega nižji. Tukaj recimo obstaja kar nekaj mehanizmov, nekaj programov, ki so jih sosednje države izvajale, zato da so pač zagotovile to terminalizacijo. Drug problem je pa ta klasična siva ekonomija, kjer trgovec pravzaprav ni motiviran, da ponudi tak način plačevanja, ravno v izogib pač transparentnosti. Tega je kar nekaj, obstajajo pač panoge, ki so praktično stereotipno neterminalizirane. In te težave ali pa tega izziva se tudi države lotevajo ali z nekimi vzpodbudami ali pa celo z mandati, torej da ko si deluješ v neki panogi ali imaš kot firma določen turnover, to se pravi promet, ki ga ustvarjaš v določenem obdobju, da pač moraš ponuditi stranki način, da poravna svojo obveznost elektronsko. Tukaj je prišlo do kar velikega zasuka mentalitete v sosednjih državah, pa tudi pri nas, namreč uporabniki smo tisti, ki narekujemo uporabniško izkušnjo. Prej je bilo tako, da se v bistvu podjetja določala, kako se bo pri njih poslovalo. Zdaj pa je recimo elektronski način plačevanja postal tako običajen, da pač obstaja vedno širši segment ljudi, ki enostavno čuti
neko nelagodje, če mora plačati z gotovino, ker je pač nima. Ne. In že danes je veliko primerov, ko pač človek niti ne gre v lokal, recimo, ki ne sprejema kartic, ravno iz tega razloga. In tukaj je pomemben ta del, da se upošteva pravica potrošnika, da bo plačal brezgotovinsko. In ta pravica je vedno močnejši faktor pri odločanju odločevalcev, ali bodo šli v te programe vzpodbud ali celo mandate, da morajo pač ponudniki storitev in stvari svoje zadeve pač omogočiti kupiti tudi brezgotovinsko. Luka, vsekakor ostaja ta elektronska ali digitalna plačila ena od tematik naše komisije. Smo minuto čez pol, tako da jaz bi zadnje vprašanje mogoče čisto na kratko vprašala oba. Žiga, kaj pomeni progresivno višanje davkov, ki se napoveduje? Ali to višanje davkov res pomeni tudi večjo solidarnost za vse? Ali je to pomeni počasen ali malo hitrejši odhod najpremožnejših s svojim premoženjem iz Slovenije, po tvojem mnenju? Jaz bi rekel tako, čisto iskreno, da iz tega, kar je bilo rečeno, in rečeno je bilo več različnih stvari, si človek težko predstavlja, kaj je nekako sploh bilo mišljeno s tem. Slišali smo od nekih bolj, bom rekel, ekstremnih stališč do čisto zmernih stališč. Tako da mogoče glede tega bi tudi sam glede svoje sodbe se trudim počakati in zadržati, da vidimo, kaj bo dejansko prišlo, kakšni bodo zakonodajni predlogi. Upam, da bodo šli bolj v smeri tega, kaj je bilo bolj mirno povedano, in da v bistvu, če bo na eni strani malo večja obremenitev premoženja ali pa kapitala, da bo na drugi strani razbremenitev dela, o katerem smo že danes veliko govorili, da je nadpovprečno obremenjeno v Sloveniji. Tako da mogoče počakajmo, da bomo videli. Predvsem pa bi mogoče tudi poudaril, da bi vsi državljani radi participirali v sistemu, za katerega bomo menili, da smotrno in racionalno tudi troši te naše prispevke. Tako da mislim, da tudi na tem delu je treba veliko delati, da mora biti državni sistem skromen. To ne pomeni, da slabo plačan, dobro plačan, skromen in pa racionalno trošiti. Ker če beremo o, preplačilih določenih zdravstvenih storitev in ne vem česa drugega, noben nima zaupanja sodelovati v takem sistemu. Če pa bomo imeli vsi zaupanje, da bodo sredstva tudi racionalno potrošena, bomo toliko raje participirali. Pri tem lahko pa naredijo veliko vsi. Žiga, hvala. Luka, še tvoje mnenje na progresivno višanje davkov? Mislim, progresija je tako nek način prerazporeditve. Zdaj, je ta prerazporeditev ustrezna, težko sodim. Enostavno se mi zdi, da če nekdo dvakrat več dela, bi mogel biti za to dvakrat več plačan, pa temu ni tako. To je v osnovi, razumem pa pač, da je treba solidarnost tudi sistemsko ugraditi v samo državo. Zdaj, kakšne so pa primerne stopnje, je pa Žiga zelo lepo povedal in tudi strinjam se z njim, da je treba na drugi strani racionalno porabo mogoče več poudarka dati kot samemu pobiranju, ker včasih se mi zdi, da pa če pobiranje že tako, optimizacija pobiranja je že morda preveč sledi ekonomski logiki, ne tako družbeno koristno. Luka, hvala obema. Evo, zaključujemo z, upamo, na stimulativno, predvidljivo in racionalno rabo pobranega denarja. Tako da hvala vama za ta pogovor, za razjasnitev kar nekaterih pojmov in nekako tako lažje razumevanje. Jaz upam in mislim, da kmalu spet, tako da zaenkrat vama pa želim lep dan in se vidimo spet kmalu. Hvala. Enako. Adijo. Adijo.